Pozdravljeni v novi oddaji BIM pogovorov. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, tole ravno preverjam, kdaj smo nazadnje snemala. V bistvu zadnjič je bil objavljen tale podcast, oddaja podcasta 3.7.25. Tako da to je skoraj eno leto smo čakala, da objavljava tole, ne? Oziroma, da kaj novega sploh posnavava, ne? Vmes se je zgodila že ena lepa okrogla obletnica, ne sicer po številki oddaje, ta današnja bo 159. No, ampak v aprilu 12. Ne, je bila 10. obletnica prve oddaje, tako da ne vem, moramo nazdraviti ali ne, ampak očitno se Robi prej je rekel, Robi, da se je spomnil, jaz sem malo pozabil, pa sem se vmes spomnil, da je pač tista april že šel, ne. Očitno je malo navdušenja splahnelo. Ne, Matevž ve, da se jaz spomnim to tudi zaradi drugih stvari, Tako, ja. Sem zaradi podcasta, ampak ja, to je nekako je kar ni bilo neke posebne želje, da bi to vekovečilo za naprej, nazaj, ali kakorkoli. Je pa tudi res, da nihče ni spomnil. To sem tudi pomislil, ker smo se že pogovarjali, da bi pa vsem posnela, če ne drugega zaradi CBIM konference, da posnamo tole oddajo. Sem se spomnil, pa celo leto me niti enkrat ni vprašal, v bistvu, bo kaj novega, a bo kaj posnela, a bil kdo gost, a kaj podobnega, ne. Tako da, ne vem, očitno je BIM zdaj pač enostavno toliko že utečen, da ne rabo vidno še nekaj nakladati o modelih in procesih, ne. Ne, sej, po drugi strani, veš, je pa lahko še kak drug razlog, da to še enkrat, da to spet začneva snemati, ne. Gneča med Celjem pa Ljubljano, veš, pa dolgo stojiš v koloni, pa da imajo ljudje pa kaj poslušati. Ne, sej, rekla, saj sva se tudi prej pogovarjala. Ne vem, moj občutek je, da vse skupaj zdaj kar malo zamrl, kaj bom rekel, neko navdušenje, ali ne vem, tako kot da je bil nek cilj, da se bo spravil ta BIM v gradbeni zakon, zdaj se pa kar malo umirilo vse skupaj, kaj, ne vem, kak imaš ti občutek. Ja, v bistvu, ne vem, se mi zdi, da je to bilo, ne vem, jaz saj tako, to je zelo tako na prvo žogo odgovor, ne. Nisem glih, ne vem, koliko časa namenil temu, ne. Ampak pri vseh stvareh se mi zdi, da je tako, ne, ko začneš eno zadevo v bistvu potem uporabljati za opisovanje zelo različnih zadev in zdaj začneš BIM opisovati ali pa skoraj enačiti s celotnim gradbeništvom, potem stvari pač padejo ven iz fokusa in v bistvu zdaj kar naenkrat pač ni več jasno, čemu naj bi to sploh služilo, ne. Mislim, saj jasno, no, ampak po drugi strani pa v bistvu dejansko v zadnjih 10 letih in s BIM-om, pa konec koncev tudi z najinim podcastom, v bistvu se dejansko že kar nekaj, ne vem, predebatirali, pa pogovorili, pa spoznali, pa ne vem, razvili. Pa jasno, 10 let, recimo, če sam to obdobje gledamo, v bistvu, ne, je zdaj najbrž, če kogarkoli v eni gradbeni firmi vprašaš v bistvu o BIM-u, vsaj nekaj ve, ne. Ali boš vsaj slišal za to. Pred 10 leti bi dvomil v to, ne. Ja, ampak, veš, tukaj moram vsem reči, ne, da je velika razlika med tem slišal za to ali pa ve kaj o tem, ne. Ja, ampak glej, če sam to naveževa tudi konec koncev na BIM certificiranje, je v bistvu pač, ali pa ne znamo poiskati novih
ne vem, oziroma tistih, ki se morajo doizobraziti, oziroma pač nekaj več vedeti o BIM-u, ampak na koncu koncev je, ne vem, se mi zdi, da je ta BIM prerasel to, da na koncu pač eni neki projektirajo, pa modelirajo, pol je pa tako v bistvu vse Dalox prevzel in pa zdaj samo ena platforma uporablja. A je to platforma, ki BIM podpira ali pa ne podpira, je pa večini tistih, ki pri tem procesu sodeluje, tako bolj ali manj vse. Razen da se od njih zahteva, da pač ne more več po mailu pošiljati določenih stvari, morajo pač te nekam naložiti, pa jih se mi zdi, no, vsaj, kot rečeno, tak je moj občutek, ne. Pa mogoče upam, da se motim, ne. Da pač jim je čisto vseeno, a je tisti tam ali ni tam, delajo pa bolj ali manj tako, kot so zmeri. Jaz ne vem. Vmes se je zgodil še en drug dogodek, Dalox, ki smo ga vsako leto pokrili, vse maso, ki je rekla, v tem letu še tega niso naredila. Ne. No, mislim, Um, jaz sem se takrat gradbenika igral, no, to moram priznati. ja, Se sem no, zdaj povedal. jaz sem pa bil na tem dogodku. Um, Super dogodek drugače, hvala Daloxu za vabilo. Ampak ja, mogoče je kaj na tem. No. Jaz se spomnim, na začetku smo se mi dost prerekali, ne. Hecali smo se tem, to modelati procese, ne vem, kaj vse. Pa smo govorili o IFC-jih, pa 2x3, pa 4, pa 4.3, pa ne vem, kaj vse. Če se spomniš, tako precej tehnične stvari, ne. Zdaj pa na vseh teh dogodkih ni več poudarek na tehničnih stvarih, ampak je poudarek na procesih, ne. Kar je sicer super, tudi to je del BIM-a in tako naprej, ampak se mi zdi, da ni pa tistega globljega poznavanja same, ne vem, Se to, samega ozadja BIM-a, ne. to sem s tistim mislil, no, kar sem rekel, ne, da v bistvu, a veš, včasih so obstajale neke, ne vem, spletne platforme, take klasične, ne, v bistvu, kamor si pač ti neki DMS-ji, ne, document management sistemi, Ja, ki so v bistvu pač to nalago, zdaj je to Dalux, v bistvu. S tem, da ima v bistvu ta pač še vso tisto grafiko zraven, pa IFC-ji, pa gor in dol v bistvu, ne. Pa povezovanje sem, pa jasno, cel halo okoli poimenovanje tistih datotek, ne. Ampak mislim, zdaj, a je to napredek, v bistvu ne vem, kakšen bi pa človek rekel, ajde, no, ne vem, glih ni ja. neki, ne. Zadnjič sem poslušal Žigov intervju, pravi profesor Žige Turka, na enem drugem podcastu, Konkurenci. Ne, se Konkurenco. ne, A obstaja? podjetje Linkscraft ima en blog, mislim, podcast, in sem poslušal intervju z Žigo na tistem podkastu. In je rekel nekaj, kar je zelo, zelo resno. 10 let že prej skozi obstaja. Najprej se temu reče FTP, pa se temu reče mrežen disk, pa se temu reče SharePoint, zdaj se pač temu reče CDE, oziroma niti ne CDE, v Sloveniji je to kar Dalox. Zdaj spet pretiravam, vem, da eni drugi kolegi bo zdaj zelo jezni, ker so SharePoint naštima skoraj tako dobro kot Dalox, čeprav ni čisto tako dobro, ampak deli datoteke se kaj pa ne druga. Ne? Mi je pa zanimivo to, no, recimo tudi letos na dogodku Dalox so predstavljali zelo lepe predstavitve, zelo fajn študije primerov, ampak spet so se predstavljali iste stvari. Na te, če se spomnim, kdaj smo mi govorili po imenovanju datoteka, ne. Pa kako se to prevede, pa v BEP-ih, pa tako naprej. Zdaj se nečeš ne govori o BEP-ih, nečeš se ne govori o nobenih ISO standardih za poimenovanje, nečeš samo o procesih, ne, pa potrjevanje to, pa ono, pa kako je to fajn, pa ta workflow, pa tako naprej. Ja, ampak to smo že slišali, ne. To se zdaj samo uporablja na precej večjih projektih. Super, ne, se to je čisto na neki drugi skali, tudi to je treba preveriti in tako naprej. Ampak kar jaz pogrešam, pa recimo, pred 10 leti se je začel v Karavankah. A se spomniš? Karavanke so se zdaj končale. Zdaj pač bila je otvoritev in tako naprej. Ne?
a smo mi potegnili črto, pa povedali, kaj je bilo od tega bima, ker za karavanke vem, da je bilo ogromno enega denarja namenjenega predvsem tem, da se bo nekdo bima naučil, ne. Torej, kaj smo se naučili? Recimo 2 TDK, ne. Super, ampak tam, če se jaz ne motim, je bilo tudi kar precej denarja, predvsem za BIM, pa nek super nadzor za BIM, pa ne vem kaj vse, ne. Mm. Vem, da kolektor zelo veliko predstavlja svoje izkušnje s tem, ampak a bomo mi dočakali, da bo nekdo enkrat potegnil črto pa rekel, ok, to pa res lahko rečemo, da je bilo boljše zaradi BIM-a, ne. Tako, no, pa ne vem, zdaj, če se za 10 let nazaj spomnim, ti boš se zagotovo spomnil, da sem jaz vedno govoril, o kakih procentih govorite. Jaz se spomnim, da je bilo 23% prihranka. 23% prihranka. A lahko dokažemo zdaj, a je bilo 23, a je bilo 22, a je bilo 18,7. A veš, ne vem, dajmo zdaj 10 let, lani je bilo 10 let si bima, ne? Letos je 10 let bim pogovorov. A smo kakšne izkušnje, a smo potegnili črto, a smo kaj rekli na to temo? Ne vem, jaz se ne spomnim, res ne. Res se ne spomnim. Jaz ne vem, mislim, ja, lej, mislim, s temi številkami operirati je, mislim, težko, če že ni čist nemogoče, ne. Tako da na te številke pa na procente, koliko bo zdaj kaj boljše ali pa kaj, ne vem, Eh, mislim, je to tako že v osnovi zgrešen bil, no. Ti si taka marketinška poteza bila v bistvu, ki je pač na nekoga delovala, na naj očitno ne. Ampak kakšne se je pa Ne, mogoče dal prepričan, no? vse to razumem, ampak zapadli smo v eno tako, ne vem, iz večjega projekta v večji projekt, ampak ne pogledamo pa za nazaj. Ne dajmo narediti rekalkulacije, tisti, ki veste, če jim govorimo, ne dajmo pogledati za nazaj, zdaj, kaj je bilo v redu, kje smo zgrešili, kaj je treba spremeniti, tudi v Sloveniji. Ne. Jaz res pogrešam eno končno poročilo Karavank. Kaj je bilo od BIM-a vzpostavljeno, kaj Ja, ne. ja. Sej ni, mislim, v znanosti mi točno vemo, tudi slab rezultat je rezultat. Veš, da ga ne boš naslednjič ponovil. Dajmo pač povedati, kaj bo v redu, pa kaj ne. No. Kaj se uporablja, kaj se ni uporabljalo. Se mi zdi, ker da se to vedno skriva, pa ne vem zakaj. Sej to je bilo, pač to je bil prvi tak Mislim, projekt, a ne. mislim, se mi zdi, da je to iz tega, recimo, znanstvenega stališča, um, mi je v redu, ne? Pač tudi slab rezultat je pač na koncu koncev rezultat, ne? Če pa pogledaš, se mi zdi iz ne vem, tazga finančnega, političnega stališča v bistvu v Sloveniji, ne? Da bi nekdo rekel, ok, smo dali toliko in toliko milijonov za to, da je to bil pač BIM, pa smo se tam nekaj naučili, pa gor in dol, ne. Zdaj bi pa to črto potegnili, pa dejansko začeli naštevati vse tisto, kar ne vemo še zmeraj. Ali pa kaj je bilo slabo, ne. Saj veš kako, ne. Vsaka taka stvar bi to pomenila v principu za naprej, ne. Da, da tega denarja v bistvu ne bo, ne. Ker bojo rekli, da tam ste imeli toliko, pa v bistvu nič se niste naučili. Ne vem, očitno ne znate, ne. Ja, Ne ampak vem. potem pa zapademo v ta začaran krog, ne, da nihče ne bo rekel, da je cesar gol. To pa itak, ne? Ja. To pa definitivno, ampak se mi zdi, da to je, mislim, zdaj, to, da so že zašla od Bima v družbeno-politične skoraj pogovore, to pač je, se mi zdi, da je zdaj na celi črti tako, ne? Da enostavno ne moreš več nikomur reči, da je tole narobe, ne? Tole bi morali tako narediti, v bistvu pa s tem ne bi bilo nič narobe, ne? A veš, nihče ne bi smel tega, ne vem, blazno osebno vzeti, pa v bistvu, ne vem. Skratka, gre za to, da, a veš, je treba najti neko novo energijo za BIM in jo usmeriti v pravo smer, ne? Pa bi na tem mestu rekel, da po mojem ni prava smer, da se je treba v bistvu zdaj hvaliti, kako imamo, ne vem, besedo BIM omenjeno v zakonu, ne?
ampak je treba v bistvu, se mi zdi, bolj praktično zadevo nastaviti, po v bistvu dejansko, tako kot si rekel, enostavno imeti zelo jasne kriterije, po katerih na koncu nekih projektov lahko oceniš, a je bilo to v redu ali ni bilo v redu, zato da še vedeti, kako naprej. Zdaj, mogoče ima interno, ne? Interno in kolektor in štrabak in ne vem, kdorkoli že, ne? Te stvari razvite, pa jih pač sam niso imeli priložnosti ali pa ne želijo povedati. Um, No, ampak se mi zdi še posebej pa za te infrastrukturne velike projekte, ki je bil v bistvu državen naročnik, bi pa moral biti to bolj jasno, pa bolj transparentno, kot je recimo vsaj, ne vem, mogoče pač niso v ta pravih krogih, ne, da bi to vedela, ampak o tem bi se moralo govoriti, no, v bistvu. Na koncu bi moral biti en članek v, če ne drugega, ne vem, gradbenem vestniku, ki bi to v bistvu tako razdelal, ne. ja, vse se strinjam, ne, ampak jaz tudi moram malo javno priznati, da sem že malo naveličen, da sem jaz vedno tisti, ko take stvari piše ali pa opozarja, pa Ne, tudi ne, tam, ne. lej, Um, vse to pravim, vse to sem ti rekel, da rabiš, da je potrebna nova energija, ne, ki pač, a veš, sej, enostavno, ne vem, nisva več v 30 letih, ne, mislim, najnega življenja, ne, ki bi bil no, polno a zaslepljen veš, z, a je to. mislim, Se zaslepljen s hoče tem. reči, ne me zdaj postarati, veš. Ne bom te nič postaral, ne? Ampak v bistvu ne gre za to, da gre samo za to, ne, da pač takrat res vidiš zelo veliko pozitivnih stvari. Pa v bistvu zato, ker najbrž ne vidiš ne cele slike, niti še ni znal skozi zelo veliko stvari. In zelo vidiš hitro, v bistvu, ne vem, saj če se mene spomnim, takoj, ko je nekaj nova tehnologija, ne vem, karkoli, v bistvu, IT-ovskega ven prišlo, je bilo, super, dajmo to probati, ne. Zdaj, če sem čist pošten, še ta AI, v bistvu, ki itak je vsi polni vsega tega, ne, ma ja, no, ne da se mi, v bistvu, a veš, ka veš, kaj vse je, v principu, kaj vse je od zadaj, pa kaj vse gre lahko narobe, pa kaj bo šlo narobe. Um, a Ja. veš, to je tisto, Ta, no? To, ta, to govorim. ta AI je meni tudi sam smešen, ne. Mislim, mi smo, to je tako, ne. En vlak je peljal mimo nas, pa smo skočili na njega, pa nismo niti pogledali, kam pelje, pa kaj zadnji vleče, ne. Robi, In dobro to si je, to povedal, ja, točno to je to je to. meni tako smešen. In pol na sredini vlaka stojimo in nas ne zanima ne levo, ne desno, ampak samo vidimo, da se premikamo, ne. Ja, pa ne, pa hitreje gremo, kad, a veš, In kad da pa, bi in pa hodil se zraven. vedno vpraša, a se kdo vpraša sploh, kaj je tu zadnji, kakšne ima posledice, kakšne ima lahko posledice. Nič, a ne. Ne, In ne. pa, mislim, zdaj sem videl ogromno nekih primerov naokrog, vsi pa zdaj AI v gradbeništvu peljali, ne. Ampak Absolutno. najboljši mi je bil en odgovor, pa ne bom imenoval podjetja, pa nič, ampak govoril sem s predstavnikom enega podjetja in sem rekel, pa kdaj bo pa nekaj začel delati, ena funkcionalnost, ne. Pa on rekel, a ne dela tako, kot si ti hotel, vse ko reč, ne. Rekel, ja, no pa počakaj 14 dni, bo mogoče pol. Mislim, kaj? Ja, Mogoče bo, mogoče ne bo, mogoče bomo ja, pokvarili, mogoče ne bomo pokvarili. Ali pa recimo, ne, zdaj vsi poskušajo AI uporabljati za to, da bi popise pregledali, pa a veš, količine preverili, pa tako naprej, ne. In pri nas v Sloveniji imamo pač eno, pa ne samo v Sloveniji, tudi druge, ne, imamo eno veliko težavo in to je, da mi nismo nikoli standardizirali popisov. A ne? In to čist vsak, ko se spomne, da nekaj drugačnega ven. Res, čist vsak. In najbolj obožujem tiste popise, ko imajo celice združene, ko imajo, a se, veš, po eno postavko v štirih vrsticah, pa ti, to ne bo računalnik nikoli prebral. Pa imate lahko milijonkrat tako imenovano umetno inteligenco, pa karkoli, vedno bo nek približek, vedno bo napake. In pa, ko to rečem, ne, je vedno odgovor nazaj, jaz se človek to dela napake.
Ja, sem pa ti veš, da je naredil napako. a ne. Pa še ko umetna inteligenca naredi napako. Ne, lej, se takrat bo a veš, prišel nov model v bistvu, pa boš ti še Ja, enkrat ja. zagnal, ne? Pa že bo Se novo pravi, številko, ne? počakaj še 14 dni, Ja, ne? tako, no, Pa bo, 14 ja, dni v ja. bistvu, da upgradeš ti tole lepo, ne? Pa boš pa še Ja. enkrat pognal, ne, pa še novo številko dobo, ki bo pa zihar boljši, kot vnaprejšnja. No, in potem so take stvari, ne, mi je ravno kar Žana razlagala, da je bila neka konferenca, pa je bilo tam zelo veliko čitlo, ne, in da velja splošno prepričanje, da samo malo še počakamo, pa bo ta umetna inteligenca 100% delovala. Ne, ne bo, to je to, kar imamo, to je to. Razumete, to bo zdaj šlo tako iz nič na 90% šlo v 4 letih, zdaj bo šlo pa od 90 do 91 naslednjih 4 letih, mogoče, ker se bo nekaj druga pokvariti zadnje. Lej, upaš, da je to tako, ne? Upaš, Ja, da je to tako. Ne vem, se pravim, ne, da nisem najbolj optimističen glede tega. No. ne, Mislim, se za umetno inteligenco sem nekaj že hotel reči. En študent naše fakultete je prišel do mene ene pol leta nazaj, zelo, zelo navdušen nad umetno inteligenco. Jaz ga občudujem, resnično ga občudujem, če bo tole gledal, se ga ne bom imenoval, občudujem njegovo vztrajnost, entuzijazem, vse, ne. Ampak ena stvar me je pa v bistvu zelo, zelo resno zaskrbela in to je, da so vse omejitve so irelevantne. Zato, ker ko sem jaz opozarjal na omejitve njegovega pristopa in razmišljanja, ne, je bilo samo to, da sam sebe omejujem. Ja, kdo pa nas bo omejeval, če se ne bomo sami? Pa najbolje, da damo kar celo statiko v ChatGPT pa rečemo, da jim je vrn. Mislim, to je res zelo škodljivo razmišljanje. Po drugi strani se pa zavedam, da zaradi take ljudi se stvari premikajo naprej. Ne. Zdaj, kje je pa tu umetnost, je pa to, da najdete nek balans, tako kot povsod v življenju. Zdaj pa, da ne bo čisto preveč zašla stran od Bima, pa to umetne inteligence in tako naprej. Zakaj se to govori o umetni inteligenci? Ker očitno je zmanjkalo stvari, ki bi jih ljudje prodajali v Bimu in so zdaj pogruntali nek nov buzzword. Ne? In to je zdaj AI in BIM, to je zdaj naslednja stvar, čeprav zaradi skrbi za slovenski jezik jaz apeliram na vse, da začnete uporabljati UI, ne, umetne inteligence. Ne vem, kam bo to šlo. Zdi se mi, da se je spet našli, pač na mestu, da bi rešili ni težave za nazaj, smo pač nekaj novega našli, pa bomo zdaj tam iskali težave, da ne bo spet nekaj novega. Ne? Tis- In to ni dobro. To To je ni dobro. zmeri tako. Ne vem, se Ne, iz ampak Keda je prišel BIM. a veš, iz kje je prišel Ja. BIM, pa je v bistvu se je pometalo v bistvu vse tiste težave, ki bi se na nivoju, ne vem, a veš, 2D zadev Ja. lahko rešile, pa bi bilo čisto ok. Se pač pometle stran, ne, to bomo mi zdaj zmodelirali, pa bo itak ekstra boljš, ne, s tem, da smo si nakopali cel kup novih težav zraven, ki so bolj fancy, ne. Jasno, da smo na drugi strani dobili ekstra dobre vizualizacije. Res je, kakšna stvar lažje narediti, ne? Pa mogoče še celo manj napak na projektih, kot jih je bilo. Ne? Ampak na koncu smo si nakopali nove težave, ki jih spet ne znamo rešiti. Ne? Zdaj bo pa še jaj, bo to rešil. Ne? In je to. Kaj češ lepšega? Življenje gre lepo naprej, članki se bojo napisali. V firmah bo to pohopsali, oziroma so žene, in je to. Kaj češ lepšega? To je pač svet se vrti naprej. Niti niso. No. Mislim, tako eno vprašanje, ne, ko zdaj govorimo, zdaj nazaj niso rešili in to. A je kdo kdaj štel, kolikrat je Autodesk preimenoval svoj construction cloud, oziroma kaj je že bil, Ja, ne vem, začel se je z daj ti tam. AutoCAD 360, BIM 360, pa je bo, ne vem, koliko vse imen. Zakaj? Mogoče bi pa kakšno umetno inteligenco to vedela. Ja, možno, ne. Mislim, se tako, malo se hecam, no, ampak pač oni so izumili termin BIM, ne, zdaj pa kar kmalu, potem je nastal Digital Twin,
zdaj čakam, napovedujem, da bo nekaj v zvezi z AI, ne vem kaj, AI power, ne vem kak, bla, bla, bla. V resnici bo isto, ne. Ampak zadnji so pa še vedno formati in a se kdo spomni, kdo kaj govori, IFC5? Ne? Ne, to je pač To je, mim zdaj, to je brez veze. to je zdaj spet druga zgodba, ne? Ampak To je tudi zdaj, Building Smart ima svoje težave, to, da grejo ISO, kako je že 1960. Koliko je? 18650. Ej, to 9 na kdo? 600, 9 na 650. No, jaz sem na dopustu, da to ne razmišljam, vi pa še glava me boli, da me ne bo kdo. Um, ja, no, da grejo zdaj preimenovati vse, kar smo gradili ne vem koliko let. Zakaj je to treba? Se mi zdi tudi, da na Building Smartu, jaz nisem nikakor upleten v Building Smart, ne vem, kaj se dogaja, ne vem, kaj je bilo na Building Smart summitu nič, ne. Ampak vem pa to, da je z januarjem Leon Van Berlo dal odpoved, mogoče že z decembrom, ne vem, konec lanskega leta nekje. Januarja je dala odpoved ta vodja, mislim, vodja certificiranja, ta Selin, ne vem, kaj že bila, ne. Nič nisem videl, da bi koga druga imenovali, pojma nimam. Pa v istem času pride ven, da se bo ISO 19650, da bo ta standard čisto spremenili, ker je prišel ven osnutek in so pač vse spremenili. Zakaj je to treba? Komi smo ljudi navadili, kaj je BEP, pa kaj je EIR, pa AIR, pa tako naprej. Zdaj bomo pa vse preimenovali, mislim, pa se ni čudno, da so ljudje pa zmedeni. Na koncu koncev je pa važno samo to, da se nekaj zgradi. Tako da ne vem, tudi tam se mi zdi, da ne gre čist trenutno v pravo smer. Vse mogoče bo pa, če zaokrožimo nazaj na to, zakaj smo tle sploh danes. Mogoče bo pa pač prilika na CBIM konferenci nekoga mačkam bolj resno vprašati v bistvu okoli teh stvari. Mislim, to je bil zdaj dober uvod, zato ker letos je bila konferenca narejena res na tak način, da se bo prikazal BIM stališča vseh udeležencev na projektu. Tukaj bi mogel verjetno, kako se reče disclosure, kako je to v slovenščini, oznaniti, ne vem kaj, da letos sem v organizacijskem odboru konference, vodja tega organizacijskega odbora je letos Jure Česnik, v njem pa še Metod, Gaber, pa jaz, pa seveda tudi predsednik CBIM-a Building Smarta Matjaž Šajn. In letos je Jure zastavil res dobro konferenco, upam, da sem kaj tudi jaz pa zraven pomagal. In se bomo letos takih vprašanj lotevali na konferenci. Jaz mislim, da gosti, ki so potrdili udeležbo, ki so zdaj tudi objavljeni v programu, so garancija za to, da se bo res pregovorili o kaki temi, ko se mogoče v prejšnjih letih ni. In tudi, ko smo se na začetku pogovarjali, smo pač to rekli, da dajmo pač nekaj izkušnje povedati. Ne se zdaj pove, zakaj, kako, na kak način, ne pa da nekaj obljubljamo, kar mogoče pa na koncu na gradbišču malo drugače izgleda. Sam moramo tudi tukaj to povedati, da sem lansko, 2 leti nazaj, na gradbišču prvič videl, da so imeli delavci sprintane 3D poglede. Kar mi je bilo pa tako. Mislim, kaj je bilo to, bil je bazen Ilirija in so delali strojne inštalacije in so dejansko imeli po celi steni nalepljene ven poglede iz modela, da so vedeli, kak se križajo in tako naprej. In sem rekel, ok, vredi. Prvič sem to na gradbišču videl, nobenih tablic, pa neč, si predstavljaš delavce s tablicami tam pa po odrih plezati pa to. Ne, ampak lepo so imeli na steni, vse gor nalepljeno in sem rekel, ok, to. In prav študentom sem rekel, evo, poglejte zdaj, končno lahko vidimo enkrat na gradbišču prednost tega. Mimo vseh dialogsov in deljenih okolij in pogledov in to. Tako da ja, se seli, se vidijo neke prednosti, ampak vse okrog to, kar se dogaja, pa moram priznati, da mi ni najbolj všečno.
Ja, ne. Um, ne, gledam tole program konference. Ne. Je res, če primerjam z prejšnjimi leti, v bistvu je precej drugačno zastavljen. Tako da je zelo zanimiv. Ne. Pa še ena stvar bi pohvalil, ne. V bistvu ne bo na Brdu pri Kranju. Ne. To je pa, to je pa, se mi zdi v Ja. redu. Mogoče sva bila pa midva uslišana, ali pa jasno. Ne, Da, vse so se oba pritoževala. Moram reči, da na prvem sestanku organizacijskega odbora sem rekel, če sem zadovoljen. Sem rekel, ja, v redu, sem, končno gremo še malo krok. Ne, zdi se mi prav, da se konferenca seli. Na začetku je bila, sicer se spomnim, čisto prvo je bila v Lendavi. ja. Pa je bila ena v Mariboru, pa smo pa obstali bolj kot Ne, ne v pa je bilo, Ljubljani, oziroma ne, na pa je bilo, Brdu. ne, pa je bilo še tretje, je bilo v Ljubljani, pa Ja, so bile pa saj, sam še na Brdo. tako ne. In se mi zdi prav, da gremo. Jaz mislim, da vsak si bo lahko vzel, mislim, ki ga zanima, si bo vzel ta dan časa, pa bo namenil. Jaz mislim, no, letos, da je res program dobro zastavljen. Tudi moram reči, da ni bilo večjih težav z gosti, bolj kot nas so vsi potrdili, ki smo jih povabili. Nekateri pa niso smeli, to me je pa tudi zanimivo. Ampak ja, se pravi. Ne vem, ali gremo malo čez program, ali sam povem. Jaz ne bi za vseh imen Ne, bral ne, po ne, v vsega. bistvu škoda, mislim, sam jaz le program gledam, ampak vse program je tako na spletni strani Sibima objavljen. Škoda je pač ta nagovor predstavnika Bilnik Smarta, v bistvu, ne vem, je to dejansko samo dejansko nagovor, ne, 5 minut. In verjetno bo tako to online ali kaj podobnega. Ne. Ja, Um, mislim, da bo posneto naprej. ja, pa posneto naprej. No. Se mi zdi, da je samo upati, da se da te stvari, no, tako kot smo jih tudi prej izpostavljali, glede vprašanj samega Bilnik Smarta, v bistvu mogoče Matjaž kaj več ve, no, o teh stvarih, pa da bo on znal kakšne te stvari pojasniti. Se mi zdi, da je pač Billing Smart je v bistvu v kontekstu BIM-a, ne, v bistvu se mi zdi predvsej pomembna komponenta, ne. Ker je Če ne enostavno, najpomembnejše. ker je enostavno organizacija, ki je to spodbujala in rinila naprej zadnjih 30 let, ne. In če so tam stvari nedorečene, pa v bistvu so malo izgubile neko smer, v bistvu potem ne vem, kako se to pol pokaže na sami industriji. Ampak ne vem, lahko ti izpostaviš mogoče kakšen kaj iz samega programa, no, ampak meni se zdi tako zelo zanimivo. Ne, mislim, letos je bil program zasnovan na ta način, da bi dejansko predstavili BIM skozi oči vsakega udeleženca v gradbenem projektu, in pa za vsak tak sklop smo iskali dva predstavnika, dva predavatelja, ki bi prikazala. Ne. In gre se tako od naročnikov do projektantov, potem do izvajalcev in na koncu tudi do nadzora. Ne. Se pravi, naročnik, projektant, izvajalec, nadzor, iz njihovega stališča, ne, kaj za njih BIM pomeni, kako ga uporabljajo in tako naprej. In to se mi zdi tak en res super prikaz, bo tudi zelo zanimivo imeno. No. Tak ne vem, Mendota Invest, potem iz tujine bo Deutsche Bahn predstavil skozi njihove oči. Ne. To bo, mislim, da edino predanje v angleščini, poleg nagovora Building Smarta. Potem bodo projektanti, tega smo v bistvu v zadnjih letih videli zelo veliko, ampak bo dejansko moj sošolec David Vesnaver bo predstavil dejansko iz stališča projektanta, ne, pač statika, ne, kako oni uporabljajo BIM, pa vem, da David to uporablja že res od samega začetka. Ne. Potem izvajalci, o tem dosti slišimo, ne vem, skozi uporabo Daloxa in tako naprej, ampak ne, eno predavanje bo o tem, kaj deluje, pa kaj ne. Jaz se tega ful veselim. Ne.
Potem nadzor, zadnje leto, pa dve, se zelo veliko govori o nadzoru, pa teh workflowih, pa tako naprej skozi BIM, pa skozi skupno podatkovno okolje in to, da bomo to videli. No, pa je pa še zadnja sekcija, pa ni namenjena čist BIM-u, ampak je namenjena tako naprednim digitalnim tehnologijam in tam noter boste tudi o umetni inteligenci slišali, ne? Nekaj, kar se tiče uporabe umetne inteligence za razpise, in to pa nekaj o geodetskih podatkih po BIM-u, tako. Pa še eno prodajno industrijo bo, ja, AK Software iz Italije, oni bodo tudi imeli nekaj, ampak to so stališče uporabe pa integracije BIM-a pa drugih tehnologij, GIS-a in teh stvari. Meni, se pravi, no, pa še ena stvar je nova, Matevž, to se bo spomnil. Letos je bil program objavljen več kot mesec dni pred konferenco. To sem tudi hotel reči, ja. Ja. Ker je pa tako za čestitati. Mislim, saj, Ja. če se Jure se ne boš to lotil tako 120%. Ja, Jure se drugače ne zna. Ja, no, saj. Metod je bil tudi zelo, zelo angažiran. Tako da se mi zdi, da letos je bilo tako. Na prvem sestanku smo se odločili, da mora biti program v začetku aprila zunaj. Mogoče smo kak teden zamudili, ampak ne čist po naši krivdi, malo smo čakali odgovore pa tako naprej. Odgovore od vabljenih predavateljev. Tako da se mi zdi, no, da je bilo letos pravočasno, da lahko vsak presodi, da se mu splača. Ne? Nisem vprašal, kak je stanje s prijavami, bom vprašal po praznikih, to snemo pred prvomajskimi. Bom vprašal, ker me zanima, no, če je ljudje prepričani, ampak jaz upam, da bo. Letos je res bo pravočasno, da se vsak lahko splanira tisti dan. Niso pa povedali, kdaj je. Ne, Ja, res je. Je pa 19. maja, to je torek 19. maja v Portorožu. Tako da lepo vabljeni, jaz upam, da se bomo videli. Jaz grem vsako leto na to konferenco, malo zaradi predavateljev, veliko pa zaradi ljudi, ko jih tam srečam, tako da upam, da se bomo videli dala, ne. Ja. A ti greš, Matevž, te sploh nisem vprašal. Ja, seveda. Jaz sem že prijavljen. Nujno. Nisem še prijavljen, po mojem, no. Ampak ja, torek je v redu dan zame. Za dolgo pot na Primorsko. Žal je tam prav Postojni, tako kar gužva, ne. Ne govori. Ampak ti si že navajen, do takrat, ko prideš do Postojne, boš to že čist skoliran. To bo že drug zastar za mene. Tako, ja. Oziroma najbrž že tretji, ki bo še tle okoli Ljubljane stal, no. Joj, ti gradbeniki, res. To je porno, res. Zdaj, ko so ravno pri teh zastojih, daj sam povej, kva tam zdaj resno delajo? Kje? Ja, tle. Proti Domžalam. Tretji pas ali kje je tretjega? Ja, jaz se to pritožujem. Sem se pritoževal že na našem PTI-ju, Prometno-tehniškem inštitutu. Kaj se to dogaja? Zdaj bo naredili 2 leti zastave, zato da bo tretji pas, da bo 1 leto mir, pa itak spet vse po. Ja, ne vem, kaj delajo. Pač delajo tretji pas in zaradi tega tretjega pasu je zoženje in zaradi ta zoženje, ki je, ne, zdaj, kot prvo, kdo si je izmislil zoženje, kjer je en pas širok 2 metra, ne vem. Moj avto je z ogledali vred širok 2 metra pa 5 centimetrov, tako da mi povete, kako se ne peljem tam. Drugo je pa to, da pač, ko je zožen pas, potem ni uvozov na avtocesto, oziroma so ali skrajšanje, pa stop znak, ne. In zdaj, če stop znak pomeni, da bo nekdo izsilil, pomeni, da bo nekdo zavrl, in pa, ko bo zavrl, bo pač kolona do Ljubljane. Ali pa do Cela gor. Skoraj do Cela, ja. No, in lahko povem, da pot Celje-Ljubljana se je podaljšala za najmanj 25 minut in to ne glede na to, kdaj greš. Jaz grem ob 5. zjutraj iz Celja in se vozim 25 minut dlje. Tisti, ki grejo ob 5:30, sploh nočem razmišljati, tisti, ki grejo ob 6, moje sožalje. Baje, da tisti, ki grejo ob 7 iz Celja, da je polje pa že kar spet na 25 minut, kar je uspeh. Moram pa reči, da se zdaj prometni režim spremenil.
zdaj bo dejansko bojo 4 pasovi na smernem vozišču proti Mariboru. Absolutno si ne predstavljam, kaj to pomeni. Po eni strani je boljš, ker bo uvoz Sneberja zaprt. Mogoče zaradi tega ne bo take gneče potem za nazaj, ampak pretočnost bo pa definitivno manjša. Ne vem, ne vem. Mogoče bo pa začela nazaj s tem, da bi jim pogovarjal v avtu, da bom imel kaj delati, ker bom toliko časa tam. Ne, res to ni smešno, da ne. Sploh si ne predstavljam v turistični sezoni z počitniškimi prikolici. Ne, to bo tam, pač tam Ne se ne vem. da voziti. Pa zdaj jaz sem šel enkrat sam kje do Lukovice, ne, zjutraj se pelat. Pa se pač šel, ker se je omejitev je skozi tako, in tako, ne. Mislim, je omejitev 60, pa se voziš 80, tako benga ni bilo zjutraj. Ampak pa že za nazaj, ne, je bilo malo bolj polna cesta in to res ne zavidam nobenemu, v bistvu, ki se mora v ono stran pelati. No. Ja, jaz lahko povem, da je v bistvu se promet od lani, ko so se začela dela na gradbišču Dravne Slovenske Konjice, se sploh ni zmanjšal. Imam občutek, da so se ljudje začeli iz Maribora voziti prej in zdaj prideš v Celju na avtocesto, prideš dejansko v kolono. In je pač kolona za Ljubljane, ne. In ta kolona včasih pač tekoča, včasih pa ni. In to, ne vem, to pa ne vem, če lahko kak BIM reši, no. To pa, Ja, sam je zanimivo po eni strani, v bistvu tudi, no, veš, se mi zdi, da je zdaj tisto, kar je korona prinesla, pa da se je veliko delalo doma, ne, je zdaj vsi spet nazaj na cesto, pa vsi morajo v Ljubljano priti. Pa če je to treba ali pa ne, no. Vsaj tako imam jaz tako, mislim, občutek, no. sliši se, da podjetja ukinjajo delo na domu, ampak to zato, ker se pač izkorišča. Jaz moram reči, da v naši branži se ne izkorišča, pač ker tako moraš narediti, a ne. Sam naš problem je, da ko imamo predavanje, moramo biti tam, ne. In s tem, ker se veča število študentov, česar smo zelo, zelo veseli, ne, so urniki pač takšni, kot so, in pomeni, da imaš večinoma vsak dan šolo, ker drugače ne gre urnik skozi, a ne. In pač moraš priti, no. Ena podjetja pa pač zaradi posameznikov ukinjajo delo na domu, kar je pa pač čisto nek drug problem, ne. Mislim, da bo to, ne vem, me zanima, če bi bil BIM uporabljen pri projektiranju tega, kar zdaj delajo. Mislim, ampak se Ampak, lej, Matevž, če imaš ti 3D model ceste, pa daš gor en avto, pa vidiš, da je širši od drugega vozišča, pa ne moreš tega narediti. Pa Robin, lej, to je tako, kot je Ilirija, ki si je prej omenil, no? Ki se zgori iz kao VIP sobe, To sem jaz pravil. ne vidi dol. Zdaj sem videl, no, v bistvu, ko smo imeli tisto. A si videl, kaj Državno si prav? prvenstvo, pa smo imeli gor tam VIP sobo, v bistvu smo šli kaj gor nekaj pojesti, pa dol gledam. Sem rekel, pa to se res ne vidi, kaj. Pa Robin imel prav, v bistvu, no. Mislim, Ja. katastrofa. Moram reči, da sem bil s študenti tam med gradnjo in sem videl, ne, tu pač ena traverza, ne vem kaj, pač čez celo. Tako nič se ne vidi, ne. In sem glavnega projektanta, ne vem, a je glavni, pač vem, da mislim, da je bil napisan glavni, Jaka Zevnik. Sem ga vprašal, ne, pa kaj si to naredil, bro, ko jaz nič ne vem, a ne. Tako da, ne vem, no. Mislim, seveda se dogajajo napake, pa ne moreš vsega predvideti, pa tam mislim, da smo se pa celo, da smo govorili o tem, da so mogli nekaj naknadno dodati, ali ne vem, nekaj takega, ne. Ampak ja, itak to ni čarobna palčka, ki vse težave reši, Ne, absolutno. v bistvu, ravno še enkrat, v bistvu pa zdaj, da to spet mislim, je že nepovezano z konferencami in BIM-om ali pa mogoče delno z BIM-om, ne. Ne vem, kdo je projektiral sicer, mislim, ja, vemo, kdo je projektiral v bistvu Ilirijo, ne. Arhitekturo, misliš? Ja, Ja, to so mi Avstrijci, ne. no, ampak ne vem, kako takrat, ko si bil ti na gradbišču. Ampak zdaj, ko je narejen, so stopnice gor
po tribuni, ko greš do teh VIP prostorov ali karkoli že, ne, oziroma sploh hodiš po tribuni, ekstra premalo globoke. Ok. In v bistvu je prvič je navaren, ko greš dol, ne, ker absolutno ne moreš celega stopala gor na, na stopnico dati, ne. In tudi pač, ko greš gor, v bistvu gor je malo lažje hoditi, kljub samo v bistvu, tudi če je krajša, ne. Ampak za dol je pa tako, si rečeš, mislim, resno. Ampak, a veš, zdaj, ko si omenil, sem se spomnil, da ko sem jaz bil na gradbišču, sem zdrsnil po stopnici. Ja, ker je Ja, prekratka veliko je, nogo imam. prekratka je. Ja. No, ampak to niso projektanti, ker to so pač arhitekti. Ja, no, mislim, Ja, pa, se s tem bazenom, a ni bilo to projektirano, tak, mislim, arhitektura je bila pripravljena 30 let nazaj. Ali koliko. ne, kje pa. Koliko pa? Ne, to je novo bilo. Ni bilo, Nisem ne. A, Sama arhitektura je novo. Je pa bil temeljni kamen v času Vike Potočnik bil postavljen. sem mislil, da še rekel Avstro-Ogrske. Stos. To ne je tako daleč, ampak to je že bila Ja. Vika Potočnik, županja, Madonna. Ko sem jaz študiral. Tam, 91, 92, A tam. to pa ne, to pa To, nisem no, več študiral. ne, poj pa, čak, no. Mislim, zdaj me pa res vrkavaš. Ja, ne vem, da je. Um, Me prav zanima, ne? To je en uri, Uh, Veš, koliko daleč je bilo to, no? To je res. Aha, ok, 97. No, takrat, ko sem jaz prišel. Ja, No, ok, 97, jaz sem malo sem zgrešil. No. ja ok. Evo, No, vidiš. veš, koliko Ja, je to daleč, no? se pravi, v njihov zagovor lahko ne takrat, če ni bilo biva. Pa takrat so postavili temeljni kamen za to, da se bo Ilirija enkrat naredila, veš? Tako, enkrat. Ja. Takrat ni bilo nič narejeno še. Mislim, glede. Ampak Um, mislim, da je bil arhitektura, da je bilo takrat. No. Ne bom pa trdil. ne, mislim, da ne. Ampak No, le, okay. tudi V očitno ne. glavnem ne vidi se na bazen. Pa Pa težko hodiš stopnice so, pa pa težko. stopnice. Ja. Pa Še ena vod. anekdota. Še ena anekdota od takrat, ko smo mislili študenti na gradbišču. Imeli so ravno te stopnice, so imeli vse zagrajene. Ne? Aha. Se je ravno barve, veš, pa je bilo, ne vem, itak še ekstra spolsk. In je tako trak napeljan okrog vseh stopnic, da ne smeš gore, ne? Pa varnostni inženir je hodil pač po gradbišču in je delal, šel s polno naloženim nekim materialom, direktno čez tisti trak po stopnicah gor. In ni varnostni inženir tudi niti trzno nisem mislil, da je. Dobro je. Mi pa nismo, mi smo morali pokrok. Ja, absolutno. Ja. O, No, ja. imate pa bazen. Ja, to pa je Mislim, meni je najbolj impresiven ti zunanji bazen. zunani. Ja. Kje pa je zunani? A ni nek čopotalnik zunaj? No, čofotalnik je Ja, no, nekaj okroglega. pismi je Uh, najbolj impresiven. Pa da so garaže spodaj. Ne. Ajde. ja, se mi zdi, da pa tako velika večina obiskovalcev tako parkira v Tivoliju. Ja, ker so ful nizke, pa ful ozke. Ne, to niti dosti pa v garaži sploh še nisem bil, ne. Ampak, Jaz sem bil na peš. ja, ne, pa mislim, tako, pa izvozi, uvozi tam so tako ekstra nevarni. Ja, Zmer, ko se tam zjutraj pelem, sam gledam, da grem na lev ja. pas, v bistvu, ki tam skozi seljujejo, v bistvu, ne. Pa stop znake, tako itak, tudi če ne bi bil, v bistvu. No, ampak to je pa dejstvo za vse voznike v Sloveniji na kjerkoli cesti. Res je. Ah, tako da ja, kaj bova rekla? Vabiva na Sibin konferenco. Ja, ne vem, a Upam, bo, da se srečamo.
To itak ne, ampak a bova kaj obljubljala še za kakšno oddajo naprej, ali bova to na 27 predstavila? Ne, lahko bi imela poročilo iz konference, ampak sam, če bo kdo na pocuku za roko, pa rekel, da je poslušal. Ja, ok, v redu. Lahko tudi tako je. Ne. Zdaj, če bi se skupaj pelala na konferenco, bi lahko posnela, pa ko bi nazaj šla. Ne, To ne, sem ne, že počela. dej pa greva tako. Ne, ker bom jaz šel en dan prej že. Uf, a ja, organizator pa te stvari se. Ne organizator, v organizacijskem odboru. Tako da ne bo mogla, lahko pa kmalu po konferenci, ker jaz sem naslednji dan predavanja. Jaz imam še tork predavanja, tako da ne vem, prav pride, da gremo na konferenco. Prav. Ne, jaz v torek nimam. Tako da ja, jaz upam, da pridete. Jaz se veselim moje spremembe okolja, no, da gremo v Portorož, pravijo, da je dvorana super, da je tudi prostor pred dvorano dovolj velik. Povezovalka bo letos Anja Hlača-Ferjančič, mi jo že poznamo, ker je vodila že par dogodkov na fakulteti in če bo tako, bo super. Tako da pridite, jaz se veselim, da se vidimo. Upamo samo, da bo vreme lepo. No. Ja, res. Absolutno. Pa da ne boste vsi obstali pri Postojni. Ali pa vrhniki. Pa Ravber komandi, ali pa no, sej možnosti veliko. Ja. Oziroma že prej pri Domžalah. To pa. Ja, bo treba kar dejansko razmisliti, kdaj je. Ker začne se Ob 9. ob 9. Do Portoroža rabiš kar uro pa nekaj, če ni nobene gužve, ne? Tako da ja, bo treba kar razmisliti, kako in kaj je. Ko se enkrat zabaše, ti ni pomoči več, ne? Ja, je pa program zelo lepo sestavljen, tako da je nekje do 4 bo program, pa še malo druženja, ob 5 greš pa se kao izogneš koloni. Tako da pridite, no, jaz verjamem, da bo v redu. Verjamem, da bo super. Jaz tudi. Mogoče bomo zvedeli, kako bomo naslednjih 10 let bimdela. Ja. Mogoče se bomo premenvali v Bajn. Ja, zdaj treba je z enim buzzwordom prijati, res, ko bo šel še... Bajn. Building Artificial Intelligence Modeling. Model. Ne, model je, model. Rubi model, ne modeling. Management. Vsi tako začela. Ja. Building Artificial Intelligence Management. Ja, v bistvu je, mislim, to, kar zdaj govorijo, je skoraj malo tista, veš, kaj je bil on napredek 15 let pa gor in dal. Pa kje se kaj pozna oziroma se ne pozna, ne? Tako da je trenutno v bistvu veš, če bom tisti Gartner Hype Cycle delala, midva v bistvu bi bila tisti veli gor, up v bistvu. Tega nisem videl doživela, videl, znaš, v valovih dol pada. Ne, v valovih dol pada. Ja, ampak je tako, trend je jasno izražen. Ne? Ja, definitivno. Ne, maj se heca, no, ampak bomo videli. Mislim, mene zanimajo predvsem izkušnje. Se bo pa v naslednjih letih, ne vem, itak si napovedujejo krizo, zdaj če bo kriza, se bodo karte premešale čez noč, če ne bo, pa bomo videli. Ne obljubim pa 20 obletnice, to pa bi jim pogovor. Ne, v bistvu bolj razmišljamo, da treba mlado silo upeljati, da prevzame bi jim pogovore. Ja, sem blagovna znamka pa najde. Ja, to pa itak bo malo procentov pobiralo, ne? Ja. Koliko procentov, 50% od nič. Madonna, zelo velike, ne? Ja, tako. Tako da, se vidimo v Portorožu, mi pa se vidimo, radim, če se ne. Tako, ne, se bomo. V redu, ajde. Ajde. Adijo.